Dame in gospodje, zgodilo se je, z današnjim dnem smo preklicali epidemijo. Gre seveda za odlično novico, čeprav razmere v državi niso kaj dosti drugačne kot 12. marca, ko smo jo razglasili. Še vedno imamo vsak dan nove primere okužb, bolezen se pojavlja po celotni državi in proti njej niti slučajno nimamo zdravila ali cepiva. Se pravi, da epidemije nismo premagali, ampak smo se jo samo naveličali. Ampak tudi prav. V bistvu je edina razlika napram stanju izpred 2 mesecev, da si danes veliko pogosteje umivamo roke in da lahko naokrog hodimo neobriti, ker se zaradi maske pač ne vidi. Še pred razglasitvijo konca epidemije pa je za boljše počutje naših državljanov poskrbela novica, da se s ponedeljkom odpirajo vse trgovine in notranji prostori gostiln, s prihodnjim vikendom pa boste zopet lahko igrali ekipne športe s prijatelji. Če jih seveda imate. Drugače boste še naprej igrali tenis proti mašini. Za najboljše počutje Slovencev pa je poskrbela novica, da fitness centri ostajajo zaprti, kar pomeni, da se vam še vedno ni treba držati novoletnih zaobljub. Ampak septembra pa res začnem. Obljubim. Jesen pa res. Presežem. Nekatere omejitve torej še vztrajajo, po 8 tednih pa je znova stekel javni potniški promet, ki je bil zaprt zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa. Pri slovenskih železnicah so morali zaradi virusa biti še posebej previdni, saj je večina njihovih vlakov starejših od 60 let in v slabem stanju. A čeprav je potniški promet spet odprt, vseeno ne gre brez varnostnih omejitev. Vlaki in avtobusi vozijo po prilagojenem voznem redu. Sedeži, na katerih se ne sme sedeti, so označeni. Na razpolago je tako približno polovica vseh kapacitet. Tako je. Na trolah se polovice sedežev trenutno ne sme uporabljati, ti pa so, kot ponavadi, označeni z žvečilkami in vrečkami. Z izjemo zadnjih sedežev, ki še naprej ostajajo rezervirani za ljudi, ki preko zvočnikov nabijajo turbofolk. Sprememb pa niso deležni le potniki, temveč tudi vozniki javnega prometa. Na drugi strani vozniki, ki so že tako ločeni od potnikov, opozarjajo, da bodo v maskah težko zbrani za volanom 8 ur. Ja, voznikom obvezna uporaba maske ni najbolj všeč, ampak jaz mislim, da če mi je do zdaj uspelo voziti s telefonom v rok, jim bo tudi z masko. Poleg notranjih prostorov gostiln se s ponedeljkom odpirajo še ene inštitucije, ki skrbijo, da se odraslim ne zmeša. Vrtci in šole. A vrnitev vanje za razliko od gostiln ne bo lahka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč ob podpiranju šol in vrtcev učiteljem naložil to, kar sami navadno naložijo otrokom. Nerazumljivo domačo nalogo. Zdaj je jasno predvsem, da se v šolo s ponedeljkom vračajo 4 razredi, v vrtec pa vsi otroci, ki jih imajo starši poln kufer. Jasno je tudi, da bodo morale biti skupine v vrtcih občutno manjše, igrali pa se bodo večinoma igro, kdo se boji črnega moža. S to razliko, da bodo zdaj črni možje vsi. Medtem ko nas večina ugotavlja, da smo se v otroštvu igrali res rasistične igre, vodstva izobraževalnih institucij ugotavljajo malenkosti, kot so, kje bodo dobili dovolj učiteljev. Naprimer za Nemčijo navajajo, da ima zdravstvene omejitve 1/3 učiteljev. V tem primeru bodo šole morale z reorganizacijo dela v razredih v bistvu ukrepati in iskati možnosti z drugimi učitelji. Če kadrovske stiske šol in vrtcev ne bodo mogli rešiti z drugimi učitelji, se kot ena izmed neuradnih rešitev ponuja, da šole zapolnijo s kadri, ki so v zadnjem času ostali brez dela. Devetošolce lahko poučujejo glasbeniki, naprimer dobri profesor Pero Lovšin, prvo triado bivši politiki, naprimer Karl Erjavec, vrtce pa upokojeni mladinski pisatelji, naprimer Vitan Mal. Ne, pozabite, to je slaba ideja. Zaradi nove organizacije dela predvsem vrtcem poleg kadrovskih pretijo tudi prostorske težave. Kajti v vrtcih pa mi rezervnih prostorov nimamo. V šolo pride dejansko 4/9 vseh učencev, v vrtec pa lahko dejansko pridejo vsi. Čakajte malo. Vrtci bodo prepolni, šole pa napol prazne. Rešitev se ponuja sama od sebe. Enoletnike damo v gospodinjske učilnice, kjer se lahko igrajo z zabavnimi igračami, kot so štedilniki in rezalniki, dvoletnike pa v tehnično učilnico, kjer se lahko igrajo s cirkularko. Ok, pozabite, to je tudi slaba ideja. Ampak vseeno boljše kot Vitan Mal.
Mogoče še najbolj, da prostorsko stisko vrtcev rešimo tako, kot smo rešili bolnišnice. S šotori. Dajte pomisliti, veselic ni, postavljalci šotorov pa bodo veseli, da imajo končno spet delo. Edina razlika je ta, da bo namesto Tanje Žagar pela Romana Kranjčan. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.